smo v kraju Grahovo, ki je ob magistralni cesti med Nikšičem in Črnogorskim primorjem, torej tja do Tivata in Herceg Novega, v bližini bosansko-črnogorske meje, na črnogorski strani. Stojimo v spominskem parku, ki je posvečen najprej ustaji celotnega črnogorskega naroda 13. julija 1941, potem ustaji lokalnega prebivalstva, torej Grahovega in okolice, in nazadnje oziroma na prvem mestu legendarnemu komandantu Savi Kovačeviću, torej komandantu 3. divizije Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. Torej, ta spominski park je razdeljen na več tematskih delov. Spodaj na betonskih kockah je izpisanih 280 imen tukajšnjih partizanov, ki so padli, in 46 civilnih žrtev okupatorskega terorja. Ta osrednji del tukaj, ki je delo kiparja Miodraga Živkovića, pa predstavlja torej Savo Kovačevića na čelu dveh kolon, ki se zlivata v eno. Ujet je zgodovinski trenutek bitke na Sutjeski, v kateri je Sava Kovačević vodil preboj. Torej, Sava Kovačević je rojen tukaj v bližini, v mestecu Nudo, ki je danes čisto na črnogorsko-bosanski meji. Bil je organizator lokalne ustaje. 13. julija je njegova enota tukaj zajela večjo italijansko enoto in jo razorožila, potem pa je postal legendarni partizanski poveljnik. V bitki na Sutjeski, torej bitki med sredino maja in sredino junija, ki je postala ena od legendarnih v narodno-osvobodilnem boju jugoslovanskih narodov, je bil zadolžen za prenos, oskrbo in varovanje ranjencev. V bitki na Sutjeski, ki je bila seveda strahovita in neenakopravna, okrog 130 tisoč torej nemških okupatorskih in kvizlinških enot, tja do bolgarskih, je obkolilo nekaj več kot 20 tisoč partizanov, od katerih je bilo tam nekje med 3500 in 4000 že ranjenih v jeku torej v poteku te bitke. Sava Kovačević je v junaškem poskusu, da bi svojo divizijo naredil preboj in ranjence rešil, padel. Istega dne je padel njegov oče, padel je njegov brat in padel je 14-letni nečak, torej sin drugega brata. Nemci in drugi kvizlingi so se potem znesli nad ranjenci, prišlo je do masakra nad njimi in ne samo nad ranjenci, pač pa tudi okoliškim prebivalstvom v širšem krogu, ki ga je zajemal odpor oziroma gibanje partizanov, daleč sem na črnogorsko stran v porečje reke Pive, kjer so pobijali civilno prebivalstvo, ženske, otroke in kjer so še danes povsod množični grobovi.